Živijo vsem, lepo pozdravljeni, vidim, da se kar lepo nabirate. Ja, tako kot je rekla že Nava, če imate vmes kakšno vprašanje, da bom kakšna stvar nejasen, oziroma da ne bom zadosti razložil, ker bojo ene tudi take malo bolj, mogoče, bolj akademske stvari, kdaj vmes. Prosim, napišite, pa bom še enkrat malo mogoče razložil, če se bo še kaj bo treba dodati. To še Nava tudi pa pozabila še omeniti, celo predavanje se snema, no, tako da bomo imeli pol material, da bomo tudi objavili naknadno še na naših spletnih omrežjih in socialnih omrežjih, kjer smo kot Zavod Dobra pot. Tako, jaz bi kar začel. To predavanje bo mogoče malo drugačne, kakor moja kakšna druga predavanja, če ste že bili, za kakšne turistične vodnike ali pa ob teh raznih predvsem v parku Škocjanske jame, kar sem imel, ker se ne bom prav ukvarjal točno z določenimi območji in arheološkimi najdišči, ki so tam, ampak vam želim predstaviti nekako, kako gledati oziroma kako raziskovati okolico vaših krajev bivanja ali pa, ne vem, krajin, kjer se premikate, kjer se sprehajate. In kakšno vlogo ima tle arheološka kulturna dediščina oziroma arheologija v tem. Bom kar začel. Tako, za začetek ena lepa fotografija krajine, enega dela krajine, bom tako rekel, tipična, kako bom rekel, kraški travnik, ne še zaraščen, presenetljivo, kot je ponavadi na Krasu zaraščeno. To je mislim, da februarja slikan, tako da ni kaj veliko zelenja, nič zelenja ni. Samo toliko, malo poglejte si, to je samo začetek. K tej fotografiji se bomo še vrnili v nadaljevanju. Zdaj najprej, kaj je krajina? To je en tak pojem, ja, s katerim se pač zelo veliko različnih ved ukvarja. Od prostorskega načrtovanja, arheologije, geografije, arhitekture, krajinske arhitekture, pa še bi lahko naštel. In nekako tak najbolj splošen, kaj je to krajina, je, da recimo, da vsi rečemo, ja, to je to, da je to del zemeljskega površja, ki ga je moč dojeti s pogledom. Zakaj je tle pogled pomemben? Zato, ker moderno dojemanje okolja, v katerem živimo, oziroma razumevanje, izhaja iz renesanse, ko se je začela krajina risati, slikati, perspektiva se je začela tudi uporabljati in iz tega je bilo to, da to, kar lahko vidiš, kar lahko potem zajameš na platno oziroma na risbo, to je krajina. Potem se je še pač sama ta, kaj je krajina, se je skozi čas, zato, ker to je pojem, ki je zelo močno odvisen od tega, kako družba dojema, kakšna je družba. In nekako je zdaj, je bolj, kar se tiče tudi arheologije, in to je bolj, da se gleda na krajino kot nekak produkt človeškega delovanja, zdaj na individualni ravni in družbeni ravni ter naravnih procesov. Tako da ni pa nikoli končan. Namreč krajina je v nenehni spremembi. Zdaj, a jo mi v začasju našega življenja opazimo to spremembo, oziroma katere spremembe opažamo v krajini, katero, zdaj, to je pač vsak si tisto, kar ima okoli, recimo, največkrat ljudje se identificirajo s krajino svojega domačega kraja, oziroma tam, kjer živijo. Je pač odvisno. Imamo različne spremembe, ki tečejo na zelo dolge roke, ali pa so zelo hitro se odvijajo. Ponavadi te najprej opazimo. Zdaj še enkrat fotografija nekega drugega pogleda, v resnici, kjer je bila prejšnja fotografija, kakšen kilometer stran, pa v drugo smer, pa drug letni čas, poletje, pogled na Škocjan, Brežec, vas Škocjan, Brežec, v zadnji Brkini. Kot sem prej rekel, da krajina je to, kar zajamemo s pogledom. To je to, no. In kaj, če se omejimo v resnici samo na to, kar vidimo tukaj, če čisto opišem,
krajina, ki je večinoma zaraščena, so travniki, neki tam odzadnji vidimo, so pokošeni, mogoče so celo to neki malo terase, se vidijo, stene, Škocjanskih jam. In to je to. V resnici bi lahko iz tega povedal, da je pač se veliko gozda, zelo gozdna ta krajina, nekaj se še kosi, drugače pa bolj ne, kot vidite, tle odprije travnik, ki je verjetno enkrat na leto košen. Daljnovod gre čez, 2 daljnovoda. In jame so tam odzadaj, če veš, da so one stene jame. To je to. Zaradi tega je ta, še vedno je pogled nekako osnova tega, kaj je krajina, ne. Ampak tle so se skozi čas v definicijo, kaj je vse krajina, je tudi to še vključila druga čutila in pa to, kar vemo o tej krajini, tudi o tem, kar je nevidno na pogled, ampak zaradi drugih, ker smo razvili z pomočjo seveda tehnologije druge poglede, kaj lahko vidimo, o tej krajini bi lahko povedali mnogo več, oziroma bi s tem, ko bi to gledali, imeli drugo vrednost bi pripisali. Čisto, kaj nam ta pomeni? Seveda, če nam to pomeni v osebnem življenju. Zdaj, pustimo krajino, se bomo vrnili. Zdaj pa, da še arheologija tle pride zraven. Kako arheologijo tle zraven pripeljemo? Arheologija je, pač, ko rečeš arheologija, arheološke najdbe, večina ljudi pomisli, tudi arheologi, ne, se tle nismo čisto nič kaj drugačni, mogoče samo malo bolj detaljno mislimo. So neke, tle vidite, ene kosi antičnih opek, pač neke najdbe arheološke stare, ponavadi ljudje pomislijo na zlato ali pa na novce, na nek zaklad, da to iščemo. Pol tisti, ki živijo v mestu ali pa blizu nekaterih bolj takih arheoloških najdišč, kjer se veliko dela, predvsem to so mesta, no, ali pa kanalizacije, imajo arheologe oziroma arheološko dediščino, da pač nekaj se koplje, ponavadi se skoraj nič ne vidi, tam, kjer je kanalizacija, kakor na tej strani, ali pa so neke strukture, to je pač iz Ljubljane oboje, kjer sem delal na terenih, tle Kongresni trg, pač neke strukture, zidovi, to je arheologija, neke plasti, vse pa podzemno. To. Pol pa še, če rečeš arheologija, seveda, so piramide ali pa Stonehenge ali pa kaj takšnega, neka ta svetovna dediščina, ki je pač vsem znana. In je tako, zelo, kljub temu, da obe dve te Stonehenge in piramide sta del krajine, ki je še bolj, če rečemo, če vse skupaj gledamo, še bolj pomembna in fascinantna in oziroma, bi rekel, ja, tako, neverjetna, če gledamo v sklopu krajine kot same te objekte, bi temu rekel, je še vedno to najbolj znano na svetu. Zdaj, kdaj se pa, ko arheologija najbolj približa k krajini, tako bom rekel, tudi če nisi arheolog, kdaj se najbolj ta arheologija se spoji s krajino, je takrat, ko se začnemo ukvarjati z arheološkimi najdišči. Zdaj, arheološko najdišče je pač nek omejen prostor. Kot vidite, tle na karti imam tle izsek iz registra, ta modra barva so stvari, so arheološka najdišča, pač modra barva je arheološko najdišče v registru, to je tako, to je to, že vsa leta. In kot vidite, so zamejena, ne. To se pač nekako zameji neko območje, kjer je potencial oziroma kjer se predvideva, da so pod zemljo bolj ohranjene arheološke ostaline v nekih plasteh, da v resnici, da če tam kje bi kaj kopal, bi verjetno kaj našel, ali so to zdaj kakšne strukture, zidovi, jarki, ali pa arheološke najdbe od keramike in tako naprej. In pol seveda, ko gremo obiskat arheološko najdišče, takrat ga pa v resnici, ko smo tam, ga ne moremo iztrgati iz krajine, ker nam je krajina okoliška, s katero je seveda ta arheološko najdišče povezano vedno na očeh, vedno na vseh naših čutilih in tudi pač poznamo to. In ni ločeno, bom rekel. Tlele je pač fotografija ostankov obzidja
iz arheološkega najdišča, prazgodovinskega gradišča Vahta nad Kaznami. To je, takrat se najbolj približamo temu, oziroma smo tam. Zdaj pa z krajino se ukvarja v arheologiji prav veda, krajinska arheologija. Zdaj, tle se nekako znotraj tega krajinske arheologije se tako na grobo ločita dve smeri raziskovanja krajin. Eno je raziskovanje preteklih krajin. To najbolj ilustriram tako, da nas zanima določena obdobje določenega območja, recimo pozna železna doba sežanskega krasa. V resnici, kar delamo, je, takrat nas samo to zanima, imamo recimo bel list papirja, na katerega imamo najdišča, gor, vsa ki vemo, da so iz železne dobe, okolici, ali pa na karti, in vmes pač ponavadi nimamo nič. To se raziskuje, no, kako je izgledalo. Neke rekonstrukcije se pretlej izvaja in tako naprej. Druga smer pa, ki je v zadnjem času se začela bolj razvijati, je pa to, da se v resnici raziskuje z arheološkimi metodami krajinske arheologije današnjo krajino. Kaj je to okolje, v katerem živimo, kako je nastalo in tako naprej. Kakšna je zgodba tega okolja. Pač gledamo kot celoto. Nas ne zanimajo samo določen nivo, samo določene ostaline, ampak nas zanima še kaj drugega. Nas zanima bolj celota. Zdaj, zaradi tega, ker krajinska arheologija se ukvarja, v resnici arheološko najdišče neka osnovna celica, osnovno merilo, in nas zanima, to je najmanjše merilo, najmanjše merilo, ne osnovno merilo. In vse ostalo, kar opazujemo, je večje, zaradi tega uporabljamo, predvsem se temu reče, je zelo popularno, najbolj uporabno je uporaba teh metod daljinskega zaznavanja. Tukaj je recimo na satelitskih posnetkih se vidi, kot vidite, poln raznih jarkov. Tole je multiperiodno najdišče, tle sem tudi sam izkopaval v Angliji, recimo od 17. stoletja, ko imaš meje med njivami, vse do neolitika, to je 5000 let pred našim štetjem. Ne, 3000 let pred našim štetjem. Tako da, recimo, tle v resnici je zelo težko zamejiti, kje se arheološko najdišče konča, kje se začne. Tle je ena slika iz Francije, tle nisem bil, ampak to je uporabljeno aerofotografijo, to pomeni iz letala, helikopterja, droni so zdaj popularni, ker je zelo poceni, da tole narediš. Tudi nas to zanima, tle sta bolj sicer najdišče, zato če bi šel malo bolj ven, ne bi videli. In pa lidar, to se pa je predvsem uporabno povsod uporabno, še posebej pa tam, kjer je vegetacija prekriva. Recimo tiste dve prejšnji metodi je tam, kjer ni gozda in tega in razne druge vegetacije, da lahko vidimo stvari in jih moramo tudi recimo loviti neke vegetacijske cikle, da jih sploh lahko vidimo, medtem ko lidar nam pa omogoča pogled na samo površje. Samo površje, zemeljsko površje, brez vegetacije pač lahko naredimo. Tlele je to so gradišče Podgrad pri koritih na Krasu. Kot vidimo, vsega boga tlele. Samo to, da dobite občutek, kaj je to. Pač gradišče je tle. Vse to, ko vidite, da je preluknjano, so ostaline prve svetovne vojne, namreč to je bilo del fronte, soške fronte in je bilo zelo, zelo obstreljevano. To so bili pozicije, mislim, da je tole avstro-ogrske vojske. Poleg tega imamo še parcelizacijo srednjeveško, prazgodovinsko, gradišče prazgodovinsko, tukaj gor je celo vas, današnja in tako naprej. Semle, to, kar zdaj gledate, temu rečemo palimpsest krajine v arheologiji, krajinski arheologiji. Zdaj, kaj je palimpsest? Na kratko, to je, v resnici izhaja, to se je zelo čuden privlekel na krajino. To v resnici je pergament,
Ker v srednjem veku so bili pergamenti dragoceni in pač je bilo gor kaj napisano in pa so hoteli kaj drugega napisati, pa niso lih imeli novega in če so ocenili, da tisti ni lih za obdržati, so ga zbrisali, kar je bilo gor zbrisali in na novo čist napisali. In telo se je rekel, ker so zbrisali, da je palimpsest. Je. Zdaj, v krajini tega ni, namreč te procesi človekovega delovanja in naravnih procesov so zelo selektivni, nepopolni, nikoli ne zabrišajo čisto vsega, kar je prej bilo, tako da govorimo tle o zelo nepopolnem palimpsestu. Glede za tega, ker je zelo nepopoln, je tak zmešan, v smislu malo zmešnjava je, ko ga gledaš, če ne veš, kaj gledaš. In lahko gre za zelo zgoščen zapis materialnih ostalin preteklih dob in sedanjosti. No, sedanjih elementov krajine in elementov krajine, ki so bili včasih v uporabi. Nekako bi lahko temu rekli, da gre za nekakšne, seveda, če se nalaga, za kakšne plasti, ki so zelo nepopolne, v resnici sam pol prekrije ali pa malo pa nekaj se odreže. In ko se v resnici krajina, ko jo gledamo, tvori. Tole. To je to. To je, kar vidimo. Ampak tega, kar zdaj vidite, če bi šli kaj na sprehod, tega ne bi videli. Zaradi tega brez, recimo, lidarja se tega pol niti ne ve, po čem hodiš. Zdaj, zaradi tega jaz pravim temu, da so to nevidni temelji, no, to, kar sem dal naslov, zdaj sem ga uporabil, malo sem se mogoče nerodno izrazil, zato ker ne gre li temelji, ampak nekako sestave te krajine današnje, kjer živimo. In to so krajinski elementi. Krajinski elementi so to tisti elementi, ki so danes uporabljeni, recimo ceste, vasi, hiše, današnja polja, tam, kjer so pašniki, meje, ki so v današnji uporabi. Potem pa imamo še v krajini arheološke sledove in strukture, to so pa ostaline prejšnjih obdobij uporabe prostora, ki jih je človek seveda naredil, arheološki so seveda posledice človekovega delovanja, ki pa danes niso več v uporabi. Zdaj, zakaj niso več v uporabi? Različni, ampak ne gre se tle zdaj nič v smislu, da bi se kaj delili, so iz prejšnjih obdobij in načeloma niso v uporabi. In tudi so nevidni. Če ne veš, kaj gledaš, jih ne vidiš. In to vse skupaj tvori ta palimpsest krajine, ki se pa pogosto prav skriva. Zaradi tega pravim, da je neviden v podobi današnje krajine, tega, kar danes gledamo. In če ne vemo, kaj gledamo, pol tega tudi ne vidimo. In v resnici to predavanje za te, da vam želim pokazati, oziroma da bi to začeli videti. Mačka hoče ven, pa ne bo šla. Vidim, da sem zelo jasen, ker nimaš nobenega vprašanja. Odlično. Evo, in smo se vrnili, bil sem zelo hiter. Se opravičujem, če sem šel kaj prehitro. Zdaj smo se pa vrnili spet k teli fotografiji te dela krajine. Mogoče kdo pozna to, tole je to. Slikano je iz nekje tle, samo malo, nekaj pade na tla, se pričem. Slikano je iz nekje tle v to smer. Kot vidite, to je namreč, tle se bom prav rekel, arheološko najdišče Snožeti, to je pri Famljah, pri Škocjanu. To je cesta, ki gre iz Divače proti dol po dolini reke proti Dremskem Britofu in naprej v Ilirsko Bistrico. In kot vidite, to je en redkih delov Krasa, kjer je še travnik, ki ponovadi vse zaraščen. In zaradi tega je mogoče malo lažje videti to pretek, te elemente, arheološke sledove in strukture. Ampak, če gledamo takole, to je aerofoto, ta najnovejši, ne vidimo prav nič, mogoče tle malo vidimo več raznih neke groblje in razgiban teren. Tukaj,
Malo se vidi, če res vidiš, kaj bi gledal. Če res vidiš, kaj gledaš, pol vidiš nekaj, ampak večino vidijo so travniki, neki njive so to. In to je, kako se vidi na lidarju. Iz tle vidimo, kako je prepleten, kako je lahko res gosto. Tukaj morate vedeti, da glede na to, da se tle najde tudi iz časa neolitika, gre tle za človekovo pa ne poselitev. Tle človek je prisoten vsaj 5000 let. In to tudi se kaže v krajini, v ostankih, ki jih vidimo tle. Recimo, če začnemo od najnovejših, recimo ceste se tle vidijo, ker vasi nimam nobene. Pol so tlele vojaški jarki, zato ker tle je bilo gorje letališče, ki je bilo že med prvo svetovno vojno, tle je prekopano vse. Pol imamo tele tanke sledove, to so suhi zidovi, ki omejujejo današnje parcele, ki so še danes parcele. To so recimo od poznega srednjega veka naprej, mogoče že prej se je začela ta parcelizacija. In kot vidite, večinoma te tanke linije ne sledijo te linije, ki so malo bolj debele. To gre pa za ostaline tudi zidov, ali pa tele, ki so pike, take bele pike, to so groblje, ostaline grobelj iz časa prazgodovine, oziroma tudi verjetno tudi antike v tem primeru. Zdaj sama kontinuiteta, to, kako se tlele je potrebno še raziskave, recimo, da bi videli sekvence, če bi že hoteli. Ampak kot vidimo iz tega, nam kar naenkrat ta podoba neke kraškega travnika, pašnikov tudi v zaraščanju, tudi že v zaraščanju, se kar naenkrat prelevi v prostor, se še vedno kraške travnike, ki imajo neko drugo vrednost, v smislu, so območje, kjer je človek prisoten že dolgo časa, 5000 let. In ravno to, kot sem rekel, te nevidni temelji krajine, je ravno to, da nam te materialne ostaline, predvsem tukaj bom šel, izhajam iz materialnih ostalin, ki jih vidimo v krajini z pomočjo različnih tehnologij tudi, in pa tudi na terenu, ko greš, ko veš, kaj gledaš, kaj hočeš videti, vidiš. Hvala. Ne bomo rabili se imamo še čas. Je ravno to, da vse tole, da vse tole nam govori neko zgodbo. Zdaj, koliko je ta zgodba detaljna v tem življenju krajine, koliko je detaljna, koliko jo pišemo, ta zgodba je v nastajanju tega življenja krajine. Temu rečemo tudi biografija krajine, to je en termin, ki se je razvil v zadnjih 20 letih. Namreč, ko nas zanima krajina, kako živi, kako je prišlo do tega, kar je zdaj, seveda z upoštevanjem vsega, kar je bilo tudi prej in kar je še tega od preteklih obdobij danes tle, kaj to pomeni za to, in pa kakšni procesi, na kako dolge časovna obdobja se različne stvari spreminjajo v krajini. To je tudi zelo pomembno v tem življenju krajine. In pač ta vsaka zgodba krajine, vsake krajine da njej nek svojevrsten pečat. Seveda se mogoče kje ponavljajo, zdaj ponavljajo, so si približno enake. To gre pač pripisati predvsem nekim podobnim družbenim procesom delovanja oziroma krajini, organizacije krajine, geografskim, geološkim, biološkim pogojem, ki so podobni, ampak še vedno s tem se pač nekako okolje, v katerem živimo, niso več samo travniki, gozdovi, seveda, to je tudi pomembno. Jaz zelo zdaj govorim iz arheološkega, humanističnega vidika, kjer je pač človek oziroma družba, predvsem preteklost, bolj pomembna, kakor to, kar je bilo v naravi, ampak to je moje, ne me razumeti, tudi to je zelo pomemben. Samo tle vam želim pokazati, da tudi to je,
kako bom te rekel, da je to, kar je človek oziroma kar so prejšnje generacije ljudi, ki so živeli v tej krajini, pustili nam, je tudi zelo pomembno. Sam je pač malo bolj skrito ponavadi. Zaradi tega smo tule arheologi, da to odkrivamo in da vam tudi pokažemo in da pa tudi vi vidite te stvari. Zdaj pa samo da vidim, kaj imam še kaj. To je samo hvala za pozornost, še nismo konec, ne še odideti. Jaz sem še nekaj pripravil. Namreč, pa sem pa rekel danes, Jošt, tole boš nekaj tle govoril, koliko se kaj vse ful to vidi. V resnici problem teh predstavitev, ki jih imamo arheologi, je, da vedno pokažemo tisto, kar sem prej v snožetih pokazal, tam, kjer se res lepo vidi vse, a ne. In pol ljudje mislijo, to je tudi pri nas, in pol pa mogoče, ki grejo kaj pogledat, pa ni. Tako sem danes rekel, grem eno vas gledati na Krasu, v smislu, nisem šel fizično, kaj, samo preko kart in preko tega, ker še nisem bil, in da vam pokažem, kaj se da videti tako, čisto iz prve roke. In sem si izbral vas Ponikve pri Sežani, to je proti, grem še malo ven, to je tlele vas, proti Štanjelu, Dutovlje so tle, to, da se malo orientirate, in tlele je vas Ponikve. Kot vidite na karti, je majhna vas. Zdaj pa, če odpremo še, kako izgleda, kot vidite, je vas, okoli so gozdovi, če malo še približamo, je še kar nekaj vinogradov okoli, pa tudi tlele verjetno, to so novi vinogradi, ja, tako je v nastajanju, tako da ja, so te površine, se še kar ohranjajo, sem bil presenečen, sem mislil, da bo več samo pašnikov, travnikov v zaraščanju, tako da ja, tole je. Zdaj pa, če nas zanima, kako je včasih, ponavadi je, če hočemo videti, kako je na kartah izgledalo včasih, je primarni vir franciscejski kataster. Tele so Ponikve in kot vidite, so tudi včasih, v resnici ni toliko zelo veliko spremenil, tole je gozd, tale zelena barva je gozd. Zdaj, koliko gozda je bilo to, verjetno se je bil gozd, ki se je pasel, tako da to niso bili gozdi se stoji. Vidimo, da je kar veliko in pa tole, kar je tale barva, zelena, svetlo zelena so pašniki, kot vidite, so daleč stran in vse ostalo tole rjavo, so pa večino vinogradi. Če vidite tele so, ko se jim reče, ikonce, znaki, to so vinogradi. Vmes so tudi kakšne njive, ampak večino vinogradi. In kot vidimo, pa se ni toliko zelo veliko spremenil od 1720, da je že to bilo. Letnice so katastrofa pri meni, tako da jih ne me jemati resno, razen če ne grem na stoletja. In pa zdajle sam mečkam, da bom tega takoj dal. Ne, tudi tega ne. In takole se vidi na lidarju. V resnici sem bil malo presenečen. Recimo kraška podlaga je zelo optimalna za ohranjanje ostalin iz prejšnjih obdobij, raznih mej, parcelnih, polj, ostankov grobelj, ki so bile narejene zaradi pač iztrebljanja polj, kamnov, gomile razne. Tako da jaz sem bil malo presenečen glede na to, da tukaj v okolici, priznam, na teh, kaj je to, 4 kvadratnih kilometrih, ne, na enem kvadrantu, nisem nič našel. Tudi to se zgodi, tega je zelo veliko. Kar pa je presenetljivo je, da v resnici je tale zdaj, kaj nam to pove? To nam verjetno pove, da kljub temu, da je v sosednji vasi tle Auber, tukaj imamo prazgodovinsko gradišče in so ostaline teh prazgodovinskih polj bolj dol, v to smer proti Sežani, v tisto smer, medtem ko tle ni bilo. Zdaj, zakaj ni bilo? Tako bom rekel, ni jih vidnih. Okej, v redu. Ni jih vidnih. Zdaj, zakaj? Jaz mislim, da to je moja teorija, zato ker
so vinogradi, kot veste, vinograde, ki se dela, se zelo globoko orje, tudi včasih se je zelo globoko oralo in se je vse tle je sigurno bilo, ker tle imamo tudi izvir vode in tako naprej, je zginilo. Zihar je kaj pod zemljo, bi se kaj našli. Ampak to nam pove pač neko zgodbo te vasi, krajine te vasi, okolice te vasi, da enostavno pač pol v srednjem veku, ko se je ta vas spet formirala, predvidevam zato, ker so suhozidovi so zelo stabilni, v smislu se res držijo še današnjih parcelnih mej, je bila kasneje, to zdaj domnevam, nisem šel preverjati v razne zgodovinske vire, in kar je bilo v prejšnjih obdobjih, kakšnih ostalin, če so bile na tem območju, kjer so bile vse od, recimo, 15. stoletja naprej zihar, 14-15. stoletje, ko je bila ta zadnji cikel kolonizacije teh Slovenije, Krasa, Brkinov in tega, srednjeveške kolonizacije, se je pač takrat naprej se je to malo uničilo. Pač, kot vsa arheologija, malo se je zgubil pod zemljo. Potem sem pa rekel, da ne bom tako ostal pri tem, bomo pa pogledali še pri Pivki, kjer je pač drugačen. Ja, Matej tlele sprašuje, če so LIDAR karte na voljo vsem ali po naročilu. Podatki LIDAR so na voljo vsem zastonj, tako, hvala. Massimo je pa že prilepil link do registra, pregledovalnika registra kulturne dediščine, kjer smo na ministrstvu izdelali tudi, jaz pa še en sodelavec, sva izdelala vizualizacijo lidarskih podatkov za celo Slovenijo, pač neko vizualizacijo, ki je zelo uporabna za večino primerov in tam si lahko gledate vse. Če se pa želite naučiti, pa na Googlu najdete moj tutorial o tem, kako se to dela in si lahko sami izdelate po želji LIDAR karte. Tle smo se pa, zdaj sem rekel, da ne bom končal tako, da zdaj sem nekaj govoril, pa grem na tako vas Ponikva, ki je pač zelo, rekel, ljudje vedno pričakujemo, da bomo našli zelo stare stvari, oziroma si želimo, da bi našli zelo stare stvari okoli in pol, če jih ne, smo mogoče malo razočarani, ampak to ni nič slabega. Ampak samo toliko, da vam pa pokažem še enkrat, kako je pa to recimo če so ostaline iz prejšnje obdobje, koliko je prej bilo že arheološko najdišče tam, ampak tle sem šel zdaj tam, kjer ni arheološko najdišče. Recimo tukaj vidite tele, se lepo vidijo na črte, to gre za parcelizacijo, zelo verjetno gre za zdaj prazgodovina, antično obdobje. V Sloveniji smo zelo še na začetku prepoznavanja tega, katero obdobje to bi spadalo. Ampak, če pogledamo, kako zdaj je tam, je pa v resnici vse gost. Danes je to gost. Hrib, gost. In če ne poznamo gledati, oziroma če ne vemo, kam pogledati, oziroma prepoznati tega na LIDARju, da imamo tle tudi ostaline iz preteklih obdobij. Seveda, tle ne gre za, što s tem, ker to nikoli ne bo arheološko najdišče kot arheološko najdišče vpisano v register, ker to je za tisto, s tem zapolnjujemo tista bela območja, bele lise med arheološkimi najdišči. Namreč človek ni živel samo znotraj gradišča, kolikor zdaj uporabljamo v celo okolico, takrat tudi za kmetovanje. In je bilo pač, to so te bele lise, v resnici gre za polja in tle nimamo, ali pa za pašnike, ali pa to, tle nimamo takih arheoloških ostankov, recimo da bi našli zaklade, ali pa da bi našli že sam keramiko iz tistega obdobja. In zaradi tega to ne bo nikoli v registru. Je pa to arheološka dediščina. Mislim, kar se mene tiče, to sploh ni dvoma. Tako, tle v resnici, tle okolica Pivke je zelo bogata s tem. Zdaj, zakaj se je pa tle ohranilo? Recimo, če je bilo v vasi Ponikve, če je bilo, tle ni, ravno zaradi tega, ker
na teh območjih ni bilo potem nobene bolj intenzivne uporabe prostora. Se enostavno ohranili. Če so bili solipašniki, in zdaj se je nazaj zarastel. Tako da ta sprememba zaraščanja, kot veste, to verjetno tisti, ki živimo tle na teh območjih, kjer se opušča kmetovanje, je zelo hitra. Že za časa mojega življenja vem, da se je pač tam, kjer sem kol živel, da se je Slovenija zelo veliko zarasla. Tako da ni bilo pa območje, kjer bi lahko orali in zaradi tega se ohranilo. Čist enostavna razlaga. Tako da ne obupati. Če hočete najti okoli vasi kaj starejšega, pa se zdaj še ne najde. Tako. To je to. Ja, zdaj pa še Massimo, hvala, ker si res prelepil link. Jaz sem še hotel vam tudi to pokazati, kjer si lahko pogledate, kaj imate vse od kulturne dediščine v vašem okolici, vašega kraja, tam, kar vas zanima. Vtipkajte najbolj, da v Google si vtipkajte register kulturne dediščine, pregledovalnik in vas bo vrgel tja. No, zdaj le malo ne dela. Verjetno, ker imam povezavo zasedeno. S tem lezu. In tlele lahko izbirate vse. Imamo različne zgodovinske karte gor in tako naprej. Lidar, Dofi. Tako da dajte si duška v iskalniku, vtipkajte, kar vas zanima, kraj in boste tam najdeli. Tako no, zelo preprosto za uporabo je. Zdaj pa prosim, to sem zdaj končal. Upam, da sem kaj novega razkril. Tako da hvala, ker ste se udeležili. Če ima kdo še kakšno drugačno, se mu kasneje posvetil vprašanje, se me lahko kontaktira glede arheologije na mail. Imamo ga na mail ali pa na Facebooku ali pa na Twitterju, kjer sem tudi aktiven. Tako da, ko mu je le čas, vam bom odgovoril. Ja. To je to. Hvala, zdaj pa